Zaljubljen. Kaj, zaljubljen? Ja, a nisi? V? Ja, v delo. A je v delo, to pa ja. To moram reči, da se z njim znaš pogovarjati. Nekam reči, kaj je z malo narobe, zakaj to delo? Ne, moj to čisto ne pomimo. To je strast. To je strast. Ljubezen do dela, točno to, ne. Boljško pa ne obratno. Ne, ker to ti prav, ne, tako dejansko, ko pomisliš, pismo, vse to dejansko se ti, life se ti prepleta, ne. Pa dobro, to so tudi osebne finance, se imamo vsi darenco v žepu. Ja, vem, sam ti se je več drugih tudi poklicov, ker se prepleta. Tako da ja, uporabljate mobilne telefone za kakšne denarne transakcije oziroma gledate, imate mobilno banko? Ja. Od domače do tuje. Domače do tuje. Se pravi, telefon je postala naša denarnica, ne? Ja, praktično. Definitivno. Pa ne samo to, še vse, naše življenje. Ja, spremljamo gibanje tečajev, skladov, delnic. Vse. Kupujemo prek telefona, trgujemo s telefona, tako da telefon je tisti, to sprašujem to zato, ker je to naša naslednja tema, ne. Na mojih financah bomo podrobno obdelali pametni telefon, kako pametno ga uporabljati, ne. Pametni telefon je postal dejansko naša denarnica, ne, tako da. Predvsem treba skrbeti za varnost. Ja, predvsem to, ja. To pa bomo kar malo pozabljamo, ko imamo telefon v roki, ne. Ja, Glede na social media pa vse to, kar uporabljamo tudi, ne. Pa zdaj je tudi v bistvu tako, da ko imaš zdaj to dvofazno zaščito, ne. Če ti telefon ukradejo, pa če nimaš shranjenih kakšnih kod, ne, imaš kar izziv, ne. Tako da v bistvu vse te stvari se, kako rekel, prehajajo iz enostavnosti v kompleksnost in je pol kar zanimivo opazovati v bistvu, kako tudi mi, rečemo malo starejši, gremo v čas s tem, ne. Ja. Smo že v živo? Smo. Lep pozdrav. Smo v živo z redakcije Financ. Moje ime je Marja Milic, sem urednica revije Moje finance in današnji Facebook live pa lahko spremljate preko finance.si in seveda preko Facebook Moje finance. Pred nami je vroča tema, govorili bomo o kripto svetu, kako ga izkoristiti. To je tudi vsebina aktualne številke revije Moje finance, kjer smo obdelali 38 resnic o kripto svetu. Še več in še bolj poglobljeno pa bomo pisali v e-knjigi, ki izide 7. novembra z naslovom Kriptovalute in kriptožetoni, 109 odgovorov in vprašanj in odgovorov. Prednaročila pa sprejemamo že sedaj, link je pa tudi objavljen v postu na Facebooku. Danes sta z nami dva finančnika, nekdanja sodelavca, Matej Tomažin, nekdanji predsednik uprave KD skladov, zdaj del ekipe Economy, in pa Luka Podlogar, aktualni predsednik uprave KD skladov, ki v bistvu so na nek način tudi prva družba DZU v Sloveniji, če se prav spomnim. Po kakovosti upravljanja. Pa ne samo po kakovosti, ampak tudi prvi ste bili, ki ste v bistvu bili formirani kot DZU v Sloveniji. Ja, že od leta 1994 smo najstarejši. Pa upravljamo najstarejši slovenski vzajemni sklad, KD Galileo. Skratka, gospod Tomažin, radovednost nam ne da miru, zanima nas, zakaj ste v bistvu prestopili v kriptosvet. Vi ste, konec koncev, imate že kar dolgo zgodovino v tej finančni, klasični industriji. Naredili ste tudi svoj DZU na Hrvaškem, bili ste predsednik uprave KD skladov, bili ste upravljalec, analitik in tako dalje. Zdaj ste pa v kriptosvetu. Zakaj in kaj točno počnete na Economyju? Ja, kar dobro vprašanje. V bistvu, če bi dal na eno skupno točko, v bistvu mislim, da se odgovor skriva, da kriptosvet danes ponuja neko pogled nastajajočega naložbenega razreda. Zdaj, če pogledamo nazaj 30 ali pa 40 let, ko so se v bistvu junk bondsi začeli pojavljati, mogoče čisto tako kot zanimivost, v bistvu včasih se je rekel fallen angels, zato ker so bile to prvič obveznice, ki so bile izdane strani podjetij, ki so imele investment grade, pa so v bistvu se njihovo poslovanje poslabšalo, pa se je v bistvu ta obveznica pol preimenovala iz investment grade v fallen angels.
No in leta 1977, v bistvu, ko se je to začelo nekako dogajati, so pa v bistvu v Ameriki finančniki začeli v bistvu podjetja, ki pa niso imeli tega investment grada, izdajati oziroma spodbujati, da se iščejo financiranje tudi preko tega vrednostnega papirja, se pravi junk bondsa. In tako je nastal naložbeni razred. In danes v bistvu po teh 30-40 letih vidimo lahko zelo zanimive paralele in nekako čutimo v bistvu, da bo ta kripto svet šel po teh stopinjah, se pravi, da je ta trenutek v bistvu to en način financiranja, ki bo v bistvu z širitvijo pridobival tako na veljavi, kot tudi na regulativi, se pravi, se bo prostor definiral in v bistvu posledično v bistvu bo postal zelo zanimiv. Zdaj, kaj to pomeni kot naložbeni razred? Seveda to pomeni, da bodo vse izkušnje, ki smo jih videli v bistvu pri drugih, in seveda tudi pri meni osebno, v bistvu, da bom lahko te izkušnje znal smiselno v bistvu aplicirati v bistvu v tem novem svetu. In zdaj trenutno pri Economy v bistvu poskušam pač pomagati s temi nasveti oziroma z mojim znanjem. Dejstvo pa je, da v bistvu bi bilo treba tudi povedati, v bistvu, kaj sploh je Economy. Economy v bistvu ni, da bi rekel, v bistvu, da tukaj se trguje z žetoni levo, desno, oziroma da je to, ampak Economy kot tak je platforma. Ki omogoča upravljanje digitalnega premoženja. Tako, v bistvu platforma, ki omogoča v bistvu uporabnikom, da lahko izberejo v bistvu določene zbirke digitalnih kovancev oziroma valut. In to v bistvu varno shranijo. In jih varno shranijo. Se pravi, sam Economy v bistvu, če tako pogledamo, dela funkcijo v bistvu KDD-ja na eni strani, se pravi, ki varuje, dela na eni strani tudi funkcijo v bistvu borze, ker v bistvu v zadnji platforma skrbi za povezavo z različnimi borzami, tako da v bistvu se tukaj dogajajo transakcije. In kar je pa najbolj pomembno, v bistvu vse je na enem mestu in v bistvu ta enostavnost uporabnosti je tista, ki v bistvu prihaja v ospredje. Je pa seveda to projekt, ki je star 1 leto in iz tega vidika bi lahko rekel, da smo bolj na začetku, kakor pa na koncu, tako da se te funkcionalnosti pa uporabnost v bistvu se bo še nadgrajevala in pridobivala in hkrati tudi v bistvu smiselno umestila v sam, rečemo, globalen svet. Se pravi, to vam zdaj trenutno predstavlja tudi velik izziv, predvidevam. Seveda, to je v bistvu nekaj novega, se v življenju v bistvu je za razmisliti, tako da vsake toliko časa pač si karte na novo premešamo, si naredimo življenje zanimivo. Spomnim se, na primer, ko sem bil v Iliriki, ko sem šel iz ene pozicije v drugo pozicijo, je bilo podobno, pač karte so se premešale, dobiš nove naloge, nova obzorja, je tudi po mojem Luka pri tebi bilo isto. Ja, seveda, jaz sem tudi prišel v bistvu v asset management iz investicijskega bančništva, neka zamenjava industrije. Vi ste bili pa v Cityju, ne? Ja. Tam je bilo pa tudi drugačen tempo življenja, verjetno. Drugačen tempo življenja, pa tudi delal sem čisto drugo stvar. Jaz sem se ukvarjal z prevzemi podjetij, pa se pravi z mergerji, z financiranji, z IPO-ji, takrat, ko sem bil še moderni, zdaj sem se pravi ICO-ji. Potem sem pa v bistvu presedlal v asset management, ki pa je popolnoma druga industrija. A ste tudi mogoče dobil kakšno ponudbo, da bi prišli mogoče pristopili v ta kripto svet? Ja, mislim. A iščete mogoče kakšne druge načine, kako povezati to klasično finančno industrijo z kripto industrijo? Kripto, pa ne bi rekel temu bil mogoče industrija, ampak sam blockchain je za nas izjemno zanimiv kakor tehnologija, da lahko v bistvu naše poslovanje ali pa poslovanje družbe za upravljanje, pa tudi drugih finančnih institucij bistveno poenostavi. Zato, ker recimo danes, če pogledamo, kako v bistvu naše poslovanje pač zgleda, naš core business je neko kupovanje pa prodajanje nekih delnic za naše sklade, za račun naših vlagateljev, seveda. In danes, ker recimo ti narediš eno transakcijo, prodaš neke delnice v Hongkongu in istočasno recimo kupiš neke delnice na recimo ameriškem trgu, je vmes blazno veliko enega čakanja, pa blazno veliko enih entitet, ki se pač ukvarjajo s tem, da si ti naredijo eno transakcijo prodaje in eno transakcijo nakupa. Recimo med samo prodajo delnice in tem, ko ti dobiš nek denar, so recimo 3 dnevi,
potem moraš pa denar zalagati za to, da lahko kupiš neko delnico na ameriškem trgu. In vmes je cel kup velikih operacij, kjer se lahko kaj zalomi. Blockchain to v bistvu praktično z eno potezo odpravi in ta transakcijski čas skrajša iz več dni na praktično nekaj minut, 20 minut, 10 minut, kakorkoli. Tako da za nas je to fantastična tehnologija in srčno upamo, da v bistvu bo tudi čim več teh tehnologij ratalo komercialno v bistvu na voljo, kjer bomo lahko naš biznis s pomočjo blockchain tehnologije bistveno poenostavili. Zdaj, indicov, da se to definitivno že dogaja, da so veliki igralci v tem svetu, je cel kup. Tako kot je recimo Economy danes, vsaj tako ga jaz vidim, predvsem softverska družba, tudi mislim, da je to tudi prav poslovni model v prihodnosti. Tako se tudi v tujini recimo pojavljajo ali recimo softverske družbe, ena, ki je pred kratkim dobila novo rundo, 40 milijonov dolarjev financira recimo Digital Asset Holdings. In recimo ta firma konkretno ni bila financirana z ICO-jem, ampak je bila v bistvu financirana strani venture capital skladov, ampak njihov namen je v bistvu podobno kot namen Economyja v real v bistvu biznisu neke procese, ki so ta trenutek zelo zahtevni, poenostaviti. Poleg tega tudi obstaja cel kup nekih konzorcijev, ki so jih v bistvu formirale banke, naprimer Ethereum, Enterprise Ethereum Alliance pa Hyperledger, ki dejansko probajo te payment sisteme, settlement sisteme dejansko spraviti na blockchain platformo. Za sekundo bi malo skočila gledalcem in jih pozvala, da nam pošljajo vprašanja. Nekatere bomo seveda tudi nagradili s polletno naročnino na digitalno naročnino na Moje finance. Enemu srečnežu bomo pa podarili tudi e-knjigo o kriptosvetu. Zdaj pa gremo kar takoj k bistvu. Digital Asset Arrays, to se pravi neka košarica digitalnih naložb, če to nekako prevedemo, ali pa zbirka, kot ste vi prej omenili, a lahko konkurira vzajemnim skladom, če recimo odmislimo ta del regulatorni, ki pač ni pod nadzorom nobenega regulatorja. Zdaj, gledano iz vidika v bistvu naložb ali pa alokacije prihrankov, ki jih ima posameznik, bi lahko rekli, da v bistvu vzajemnemu skladu konkurira od rečemo zbirateljske znamke do v bistvu digitalnih žetonov. Se pravi, vse, kar lahko v bistvu ti vložiš denar, pač konkurira na koncu v bistvu vzajemnemu skladu. Dejstvo je, da v bistvu ta nova priložnost ali pa v bistvu nova možnost, kam lahko ljudje tudi del prihrankov dajo, se ta trenutek formira in v bistvu danes te digitalni žetoni predstavljajo od, kako bi rekel, zgodb, ki imajo konkretno ozadje, pa do seveda zgodb, ki niso pa brez ozadja in so tako rekoč v bistvu prevare, ki v bistvu se bodo pokazali, da so prevare in bodo na celotno industrijo delovale v bistvu tako pozitivno kot negativno. Pozitivno zato, ker bo se začel standard v bistvu zviševati, negativno pa zato, ker v bistvu bodo nekateri to drago plačali in bo ta efekt, ta negativen efekt se selil po celi industriji. Kar se tega tiče, v bistvu bi mogoče tukaj še eno smiselno usporednico vzpostavil. Sej danes, ko kupujemo, naprimer, če gremo na delnice gledati, sej penny stocks so isto v bistvu zgodbe, ki so lahko nepreverjene, sumljivega izvora, pa je njihova v bistvu enota nekje kotirana na borzi. Podobno v bistvu moramo zdaj gledati v bistvu tudi te novodobna podjetja, tam blockchain podjetja oziroma podjetja, ki izdajo coin offering. Tukaj gre predvsem v bistvu za podjetja, ki imajo v bistvu zgodbo v samem softverju, tukaj je v bistvu Luka omenil, se pravi, tukaj se gre zdaj pogledati, kakšno koda je tukaj, koliko je developerjev, kakšni so dosežki, se pravi, ves ta v bistvu skrbni pregled, ki bi ga mogel posamezni vlagatelj pogledati, preden vloži v neko tako zgodbo ali pa podpre tako zgodbo,
je v bistvu nujen. In da bo to nekdo lahko naredil, bo potreboval kar dosti znanja. Ne, pa, veš, jaz tudi tako vidim, ne? Eni dejansko imajo poslovni model, da providajo software, ne? Pa so tudi z tega vidika neki softverski startupi. Nekateri te startupi, ne, ker delajo initial coin offering, pa v bistvu napadajo recimo obstoječe poslovne modele. Naprimer, Ripple, ne, napada paymente. Ne. In zdaj, pomoč pa še cel kup ostalih manjših, mislim, da se skupaj glasijo okrog 1200, ne. Ta let jih je bilo nekaj čez 200, mislim, da že narejenih, ne. To je več kot en na dan praktično. In v bistvu, sploh pri tistih se mi zdi, kjer gre za nek, recimo, nov poslovni model, ki ga bi ti izvajal preko blockchaina in kjer napadaš v bistvu obstoječo industrijo, ne, neko obstoječ proces, tam moraš biti še bolj previden, se mi zdi. Ja. Samo nekaj bi tukaj rada vskočila. In sicer jaz menim, to je zelo težko, ne? Potrebuješ res ogromno znanja, da narediš take due diligence. Ne? Ja. Kako boš ti kot posameznik, ki imaš pač redno službo, imaš družino, otroke, delo skrbni pregled nekega ICO-ja oziroma nekega žetona, ki se je izdal. Ne? Ja. Kako boš vedel, kakšna je koda, ali pa ljudje v ozadju. Velikokrat slišimo, da so pomembne ekipe. Že, a ne, samo kako boš zdaj ti vedel. Če tukaj v bistvu so dali dobro izhodišče, ne. Vse isto velja za delnice. Kako bo posameznik vedel, v bistvu, če je eno podjetje dobro, če uprava govori to, kar res govori, pa pol tudi naredi. A ne? Saj zato so bili pol v bistvu vzajemni skladi nekako ta most narejeni. A ne? In v bistvu, če pogledate pa zdaj idejo ali pa platformo našo v bistvu Economy, ne, je pa podobna stvar. Se pravi, ti imaš tukaj v bistvu nekdo, ki se zelo, zelo dobro razume v te stvari in se odločil, kaj pa če bom jaz naredil neko zbirko, tisti, ki me bo poznal, v bistvu bo vedel, o čem govorim, lahko me preveri, jaz mislim, da so te pa te kovanci dobri. In zdaj pa v bistvu ti, ki prideš v bistvu, rečemo, iz svojega dela domov, pa rečeš, a zdaj bom mogel pa jaz na eno borzo delati verifikacijo, pa nalagati kovance, pa na drugi, pa pol kupovati, pa to, kako bom zdaj to jaz lahko v bistvu delal. Aha, tukaj obstaja neka zbirka, evo, in tukaj je ta rešitev. Zdaj pa ta relacija med zbirko pa vzajemnim skladom, se pravi, ja, so določene v bistvu temelje, karakteristike iste, tista glavna pa ni, ne? In to je v bistvu regulacija. Ne? Ta trenutek v bistvu v zakonodaji kot taki, v bistvu digitalna naložba ni regulirana oziroma definirana. In ker ni definirana, je lahko to opazujemo ali pa razumemo kot nek commodity. Se pravi, dajmo razmisliti, v bistvu, da namesto digitalnih žetonov imamo hladilnike. Ti kupuješ, ne vem, 50 let star hladilnik, 60 let star, od Gorenja, od Boscha, levo, desno, in s tem začneš trgovati. Podobno je v bistvu, se pravi, podobna relacija je v bistvu, da zdaj začneš s tem, ker ni nič reguliran, pa narediš nek, kako rekel, vzdušje, pa v bistvu nek movement okrog tega. In v bistvu, zdaj, če to preslikamo na digital assets, ne, je v bistvu ta trenutek ima podobno karakteristiko. Tukaj še ni definiran, denar se zliva, ekipe se zlivajo, znanje se zliva in v bistvu, kar je super, ta industrija zdaj raste, dobila je neko gravitacijo, veliko v bistvu pozornosti je usmerjeno in po vsej verjetnosti bo razvoj tekom let dal rezultate. In tudi v bistvu, če pogledamo, kako bi rekel, razvoj interneta pred slabimi 20 leti, takrat v bistvu so paralele. Takrat ta razmišljanje v bistvu, kaj bo vse možno, noben ni vedel v bistvu, da bo, ne vem, ker smo mail poslali, mi nismo vedeli, da bomo lahko na Facebooku v bistvu bili takole na live streamu. In v bistvu, ali pa z drugimi besedami, takrat, ko sem se jaz trudil v bistvu povleči, ne vem, eno knjigo dol z interneta, ne, ali pa zdaj, ko 4K vlečeš, ne, to so preskoki v bistvu tudi miselni pa domišljijski. In tudi ta digital v bistvu, ali pa kripto sveta, ne, ima ta trenutek, ki ga je treba v bistvu pozvati tako, da ja, danes je v bistvu mogoče zelo veliko zanosa na to, ampak dajmo uporabiti to domišljijo, kaj lahko še vse pokrije. Ja, tako, in v bistvu jaz vidim ful usporednic, no, ker v bistvu sem nekako živel v tem
tech bublu, ne, pa pol pokut tega tech bubla, ki se je zgodil v bistvu okrog leta 2000. Ne. Jaz mislim, da te ICO-ji, ki se danes dogajajo, se mi zdijo na podlagi blockchain tehnologije, se mi zdijo blazno podobni IPO-jem, ki so se dogajali konec 90-ih let. Takrat je bila tudi neka taka manija na trgu. Ne. Obstaja, ne vem, Red Herring magazin, po 2-3 IPO-ji so se delali na dan na Nasdaqu. Ne. In to firmske so bile praktično čisti startupi. In samo tehnologija je zdaj blockchain, takrat je bil pa sam internet. In tudi danes, če pogledamo, koliko je teh startupov dejansko preživeli, prav velikih ni. Iz tistih 90. Imamo recimo izjemno uspešno zgodbo, to je Amazon, ne, ki je eno največjih globalnih podjetij. PayPal, ne, če že bil takrat, ja, je bil, ne. Ampak cel kup recimo teh danes uspešnih internetnih podjetij pa nastali po poku tega tehnološkega balončka. Ne. In v glavnem, danes je zgodba relativno podobna in to, kar po mojem moramo imeti, je, da vlagatelji, ko gledajo recimo vlaganje v te kripto, ne samo valute, bomo rekel, kar kripto sredstva, se prva stvar, ki se morajo vprašati, je, kakšno tveganje lahko prevzemajo in kam nalagajo sploh svoje sredstva, ker se mi zdi, da danes, sploh v Sloveniji, je tako nastala nek fenomen, no, da so vlagatelji kar preskočili tiste klasične naložbene razrede, torej obveznice, delnice, ne, in tako naprej, in so praktično skočili iz najmanj tveganega sredstva, recimo depozita, kar direkt v to, kar je danes kljub vsemu, ne, zelo volatilno in zelo tvegano, to so pač kriptosredstva. Zdaj bi pa uskočili tukaj, imamo kar nekaj vprašanj, sicer gospod Nenad Đorđević, vas gospod Podlogar sprašuje, kdaj boste vzajemni skladi ponudili kriptovzajemni sklad. Ja. Kar pogosto dobivamo v bistvu ta vprašanja, ampak žal v tem trenutku tega še ne moramo storiti, pa tudi predvsem zaradi regulative, ki je prej Matej omenil, namreč ti, če si vzajemni sklad, ali za male vlagatelje, ali za institucionalne vlagatelje, moraš vedno imeti enega skrbnika teh sredstev. In danes, recimo, kljub temu, da Economy ponuja tehnološko skrbniško rešitev, ne najdemo banke, ki bi nam ponujala v bistvu to skrbniško storitev, ker skrbnik mora biti vedno reguliran s strani centralne banke. Tako da, ko bo regulativa v bistvu... Po drugi strani rabiš ti zakon, da ti bo dovoljeval tudi to vrsto naložb. Saj nekako bi lahko pod ZUAIS to zapeljal, čeprav spet ni za male vlagatelje, moramo vedeti, ampak dejansko je zadeva predvsem, da se zaplete pri skrbniku. Jaz mislim, da gospodu Nenadu Đorđeviću lahko podarimo naročnino na Moje finance. Imamo pa tudi še eno zelo zanimivo vprašanje. Tudi mi na Moje finance pogosto dobivamo to vprašanje. Gospod Podlogar, tudi za vas. Zanima gospoda Matica Wolfa in sicer, kaj bi odgovorili stranki, ki bi želela izplačati sredstva iz skladov ter jih vložiti v kriptovalute. Aha. Ja, zelo dobro vprašanje. Ključno pri temu je predvsem, da stranka pregleda svojo sposobnost prevzemanja tveganj, pa pač tudi svojo nagnjenost prevzemanja tveganj. Zato, ker pač vprašati se mora, ali lahko tisti del sredstev, ki jih nameni v kriptovalute, izgubi, ali pa recimo, da če jo bo motil to stranko, če recimo vrednost teh sredstev čez noč pade 10% ali pa 20%. Jaz bi tukaj dodal, da gre za klasično razumevanje svojega naložbenega tveganja oziroma alociranje prihrankov. Gospod bi se mogel vprašati, včeraj, ko sem imel v bistvu, rečemo, vzajemnem skladu, ki je manj tvegan kot kriptovalute, 80%, kaj se je danes spremenilo, da bomo dal 80%, zdaj pa v bolj tvegane, rečemo, naložbe. Pa tu ne gre za sam, da bi dal v kripto, lahko bi dal tudi sam, naprimer, v kakšne bolj tvegane vrednostne papirje. Tukaj bi mogel iskati odgovor pri sebi. A se mu tukaj preferenca spremenila, a hoče v bistvu zdaj malo bolj, ko bi rekel, staviti, pač na nek način preusmeriti v bistvu razmišljanje, ja, to bo pa sigurno, ampak vsaka taka volatilnost ima v bistvu dve strani kovanca. Proces je čisto isti, kot se odločamo, recimo, v katero vzajemnem skladu. Če želim imeti manj tvegan, recimo bom v obvezniškem vzajemnem skladu,
če bom pa želel kaj imeti bolj tveganega, bom šel pa mogoče tehnologijo ali pa farmacijo ali pa kaj takega. Tukaj, no, konkretno pri teh naložbah se mi pa zdi močen faktor psihologija. Ja, A veste, mislim, če sosed zasluži Ja, na dan, sosedov, ja. točno to, po 20%, zakaj ne bi še jaz? Ja, glih včeraj sem se pogovarjal z enim kolegom in rekel, joj, sem zamudil, prepozno sem investiral v Bitcoin in recimo zdaj sem toliko in toliko potencialno izgubil. Tukaj taka psihologija nas lahko hitro zavede, ne? Hitro pademo v past, ker nam jo postavijo naši možgani. In preprosto se moramo tukaj samo umiriti in se vprašati, tako kot je prej Matej tudi poudaril, v tem, kakšne tveganja lahko prevzemamo. In kaj se je spremenilo, da prej nismo bili v teh tveganih naložbah, zdaj smo pa pripravljeni biti vanje. Spremenilo se je to, da je sosed se bo zadovoljval. Mi pa čisto stari, ne. Še eno vprašanje imamo zelo zanimivo, gospodu Maticu Wolfu tudi podarimo polletno naročnino. Imamo pa še eno vprašanje, ali gre za balonček in če da, v kateri fazi smo? Ja, mislim, da te stvari okrog definicije balonov že danes, ko pogledamo, rečemo, če se zdaj obrnemo samo se pravi na gibanje tečajev teh kriptovalut oziroma žetonov, lahko opazimo, da v bistvu so nihanja 50-60% znotraj 2 dni, enega dneva. Ne? In tukaj v bistvu bi lahko rekel že iz tega, kaj je zdaj balon, nekaj, ki zraste za 10-krat, pa pol pade za 90%. Jaz mislim, da te stvari se dogajajo sproti. Dejstvo je, da v bistvu ta naložbeni, rečemo, razred, v bistvu ta trenutek ima okrog 160-170 milijard dolarjev v bistvu kapitalizacije tržne. In v bistvu zdaj v strukturi je to relativno majhna številka. In zdaj, če bo tukaj nek priliv večjega denarja, bo to delovalo kot plima. In bo ta plima v bistvu dvigovala marsikaj. Je pa dejstvo, da v bistvu tisti projekt, ki bo imel zelo dober marketing, bo lahko privlekel več povpraševanja, ker na koncu gre samo za to. Se pravi, ekipe se bodo začele v bistvu transparentno predstavljati, nekdo bo začel bolj govoriti o tem, kaj počnejo in posledično v bistvu bo si zgradil nek community, ki bo imel tudi vpliv na ceno. In tukaj bo se zgodilo to, da bo nekoč ta euforija šla čez mejo in bo ceno odneslo lahko zelo v višave in pa, ko se bo pokazalo, da ta realnost ne sledi temu, bo pa v bistvu to razočaranje, ki ga pa poznamo že pri drugih v bistvu naložbah, ne, se pri delnicah pa še bo podobno. Ne. A vas kaj sprašujejo, kaj se pa zdaj splača? Ja, vedno. In kaj se splača? Ja. A kaj tikare povej? Ja. Tikare povejte, ja. Vedno se splača investirati v znanje. Ne. To je v bistvu aksiom, ki se ga bilo treba držati tudi znotraj tega. Ne. Se pravi, dobro je, da preden v bistvu skočimo katerikoli naložbo, ali bodi se delnice, ali bodi se kriptosvetne, je dobro, da si preberemo različna mnenja, da vidimo izkušnje in v bistvu potem, tako kot bi rekel Luka, ko veš, kaj si pripravljen sprejeti tveganje, da temu pol slediš. Ne? In danes v bistvu določene rešitve ponujajo zelo zanimiva izhodišča. Ne? Tako kot je Luka rekel, v bistvu Ethereum pač rešitev blockchaina omogoča te pametne pogodbe, na tem se ta trenutek dela, ali pa v tem sistemu je ogromno ekip, ki dela različne rešitve in jaz bi rekel čisto verjetnostno, da je zelo verjetno, da bomo znotraj tega najdeli v bistvu take rešitve, ki se bodo prijele in bodo lahko v bistvu spreminjale našo dojemanje blockchaina kot takega. Ne? In posledično v bistvu je zdaj vprašanje, kaj zdaj dati, ne? Ja. Zdaj, če si tako dober, da najdeš v bistvu, pa zadaneš, pa greš v posamezno, lahko kupaš v bistvu kot Ether, ki je podlaga tega, ne? Pa si delno v bistvu udeležen. Je pa tukaj seveda treba opozoriti, v bistvu prvič prebrati
tudi s kom se pogovoriti, pa pol v bistvu videti, kaj in kako. Meni se zdi pa zanimivo tudi to, da ne samo kriptosvet, ne raste samo kriptosvet, ampak raste tudi klasična v bistvu industrija oziroma podjetja, ki v bistvu razvijajo različne stvari, ki jih uporabljajo v kriptosvetu. Gre za delniške družbe, ki kotirajo na borzah, so regulirani, njihovo poročilo oziroma white paperi, kakor so bili bolj podrobno obrazložena, pojasnjena, veliko več izvemo, imamo denarne tokove, imamo prihodke, odhodke, dobičke, vse vidimo pri teh družbah. Imamo zelo dobro vprašanje od gospoda Lenarta Kmetiča, ki sprašuje, kateri tradicionalni gospodarski sektorji menite, da bo imel blockchain dolgoročno največji vpliv, ne? In posledično verjetno se da tudi zaslužiti kaj s temi delnicami, ne? Ja, mislim, definitivno, mislim, da je konsensus, da bo imel najhitrejši pa največji vpliv ravno na finančno industrijo. In to settlementi pa plačila so prvi dve področji, kjer bomo po mojem videli najhitrejši vpliv. Vprašanje, če najhitrejši, ampak največji bo definitivno, ker v tem sistemu se dejansko pretakajo oziroma porabljajo kar milijarde in milijarde dolarjev za to, da ta sistem laufa. Tako da ta sektor, jaz bi definitivno stavil na ta sektor. Zavarovalništvo bo tudi, ne. Tam, kjer se informacije pretakajo, ne. To je treba izdelovalci pol prevodnikov mogoče? Tudi, ampak recimo, ko ta zavarovalniški primer je blazen zanimiv, dejansko recimo danes AXA že uporablja rešitev za, mislim, da je potovalne zavarovanje. Za zavarovanje za odpoved letal. Tako. Se pravi, ki temelji na blockchainu, ne? Ti lahko v bistvu ta trenutek, naprimer AXA je iz Francije, ne? In ti lahko rečeš v bistvu, let iz Pariza v Ameriko, kupim zavarovanje, in če bo v bistvu slabo vreme ali pa podpovedan, bom ga takoj brez v bistvu vmešavanja kogarkoli na pametni pogodbi v bistvu dobil vrneno neko premijo oziroma neko zavarovalnino. In te stvari v bistvu se bodo zdaj začele postavljati in počasi integrirati. In zdaj kar bomo mi videli, je v bistvu ta razvoj z večjih strani. Eno bodo v bistvu strani, rečemo, starih zavarovalnic, eno pa strani novih startupov. Ja. Denarja je pa v svetu toliko dovolj, da v bistvu podpira te spremembe in tako da bomo lahko kar z nekim zanosom opazovali, v bistvu, kako se tukaj ta landscape v bistvu spreminja. Tisti, ki spi ali pa ni pozoren, bo po vsej verjetnosti se znašel na stranskem tiru. Vlak bo šel naprej, to je dejstvo, ne? Zdaj pa samo vprašanje, a bodo tudi te stari igralci na njemu ali ne. Ker dostakrat se zgodi, v bistvu to pa lahko vemo, da ker je to toliko nova stvar, je strah pred sprejemanjem tako močan, da v bistvu dosti tistih, ki so danes na poziciji, pač a priori zavračajo. To ne bo, to ne bo. Ja, ta denial. Ta denial je klasičen, ne. Pa podobno je bilo z internetom, če se spomniš. Ja. Je bil tudi denial, ne, online bančništvo ne bo nikoli, ne, poslovalnice bodo vedno ostale, ne. Da pa vidimo, da je praktično. No, tudi gospod Kmetiču podarimo poletno naročnino na Moje finance. Imamo pa kar nekaj vprašanj, mogoče za Karmen Zagradišnik sprašujem, ali lahko po vašem mnenju kriptovalute celo nadomestijo standardne valute in ali bi pritisk centralnih posrednikov pretehtal to možnost? Ja, zdaj v bistvu pogovor, ko sem ga jaz imel z guvernerjem, je tako, da v bistvu pač kriptovaluta v Evropi ni definirana in kot taka ni v kontekstu njihovega pač skopa. Ni denar, ne? Ni denar, ne? In zdaj v bistvu, seveda se to sprema. Se pravi, tudi Banka Slovenija je izdala skupaj z ostalimi institucijami v Sloveniji pač tisto opozorilo glede kriptovalute, ne? Vsi spremljajo in z zanimanjem pač ugotavljajo, kaj in kako se da kje aplicirati. Zdaj, nekatere države, se pravi, na primer Japonska, je že sprejela Bitcoin kot uradno valuto. In v bistvu nekatere države
so ga pa na nek način skoraj da prepovedali. A ne. Tako da tukaj bomo videli po vsej verjetnosti zelo zanimiv razplet. Eno je tehnološki razvoj, se pravi, da bo pač ta valuta omogočala vse te transakcije, hitrost, dostopnost, enostavnost in podobno. Drugo bo pa v bistvu tudi pozicioniranje samih držav, v bistvu, kaj bodo naredile s temi v bistvu novimi spoznanji. Se pravi, če pogledamo Estonijo, ki so napovedali, mi bi že mogli imeti, ali pa bi želeli imeti svojo e-valuto, pa jih je Draghi rekel, dajte, smo v EU-ju, smo v monetarni, vemo, kakšna so pravila. Tukaj vidimo v bistvu, da ene države bodo bolj proaktivne kot druge. Ene bodo šle hitreje v prilagajanje zakonodaje k tem novitetam pa neko regulacijo, kakor pa druge. Ene bodo se ustrašile, pa bodo zablokirale, ene bodo pa po vsej verjetnosti lahko prišle z nekimi svojimi rešitvami. Mogoče bi tukaj samo eno zadevo že dodala. Indija, recimo, pa skandinavske države uvajajo cashless society. Konec koncev, zakaj bi potem sploh rabili bitcoine in evre in dolarje, če pač ne rabimo casha, ne? Ja, to je v bistvu zmeri tisto vprašanje, zato ker ta anonimnost pa decentraliziranost, to sta dve karakteristiki, v bistvu, ki pa prideta na tej kripto sceni dosti v ospredje. Marsikdo ceni te dve karakteristike. In tudi, če bo ta cashless society se oživel, pa prišel do nekega nivoja, to še ne pomeni, v bistvu, da bo ta del zamrl. Bo pa zanimivo opazovati, zato ker v bistvu več ljudi, ki bo vpetih, več rečemo gospodarstva, ki bo začel delati. Če že pogledamo v bistvu neke slovenske time blockchain, v bistvu kar že naenkrat v bistvu zaposlujejo po 10, 20, 30 ljudi, se pravi, je že nek vpliv. Se pravi, tukaj, če smo v bistvu, če gremo en korak nazaj, pa rečemo, čekaj, kaj se dogaja? Tukaj imamo pa zdaj novo magmo, samo da je to na drugem, kako bi rekel, razvojnem delu, nova delovna mesta se ustvarjajo, dobro so plačana, privabljajo tujce noter, se pravi, to je nek ekosistem. In tukaj bo država seveda zelo pazljivo razmišljala, jih z regulativo takoj zadušiti, ali pustiti, da nekako skupaj sooblikujemo neka pravila, ki bodo v bistvu pametno nastavljena. Poglejmo še na kakšno vprašanje. Ja, kar nekaj smo jih dobili, hvala lepa. Mogoče, če bi na to odgovorili. Nekaj smo sicer na to temo že povedali, o likvidnosti žetonov in pa o zanimivih kriptovalutah. Mogoče se splača vložiti v Bitcoin ali pa v Ether, mogoče ali pa kakšen drug kovanc, ne vem. Zdaj, tako kot smo o tem že prej govorili, zadeva je zelo preprosta. Če si lahko posameznik privošči en del portfelja svojega naložiti v neko visoko tvegano, relativno volatilno naložbo, potem, mislim, definitivno morda je to res prava stvar za tega posameznika. Se mogoče bi lahko rekel čisto iz osebnostne rasti, je včasih bolj, da skočiš v vodo, pa začneš spremljati, pa dogajati. Saj v bistvu tudi posameznik lahko v bistvu za 10 evrov Bitcoina ali pa Ethera, pa se pri tem nauči, kako se odpre denarnica, kako to funkcionira. Ta proces ni tako preprost, ne? Ker to je malo zahteven. Dejansko se zavaja s tem, ko se govori, da je to le klik stran. Ni klik stran. Da greš skozi proces verifikacije na kriptomenjalnici, to kar traje. Ampak menjalnica je šele začetek. To je začetek, potem pa sledi nadaljevanje. In pri tem v bistvu se spet vračamo tem, se pravi, ta pripravljenost to spoznavati, v bistvu pač je že to je dovolj dober razlog, v bistvu, da si zagotoviš neko novo zgodbo, ki jo boš lahko povedal doma, pa boš rekel ženi, a veš, kaj sem pa danes naredil, šel sem tja. Oziroma so me kar domov na WC poklicali, ker sem imel telefon slučajno, pa smo naredili verifikacijo. Learning by doing. Ja, in tukaj v bistvu teči ta odgovor. Pa, ko se bodo prebrale določene stvari, pa dobiš malo več, mogoče malo več ozadja, ti postane jasno, pa bi pa ta odstotek pripravljenosti in nalaganje v različne stvari
se povečuje. Ne. No, sam, če se vrnemo majčkeno nazaj na to izbiro kriptožetonov oziroma valutne, kaj zdaj izbrati. Ne? To najbolj ljudi zanima. Ne? Ok, sej že bom odprl, bom šel na menjalnico, pa odprl račun, pa denarnico že, ne? Ampak kaj kupiti? Ne? To se mi zdi, da ljudi kaj zdaj sem pa mogoče že zamudil vlad, kaj bo naslednji Bitcoin? Zelo simpel je. Prva stvar, kot smo rekli, najprej se mora odločiti, ali je to z njega sploh primerna naložba. Dajmo zdaj predpostaviti, da se je odločil, okay? Ali pa odločila. Potem naredi vse te tehnološke stvari, torej da lahko da je sploh usposobljen za investiranje. Potem pa spet podobno odločitev, kot pri investiciji v delnice pa obveznice. Ali bom šel v sklad, ne, v narekovajih, in bom pač upravljal to premoženje en profesionalni upravljalec, ne, ki pozna ta kriptosredstva, ali pa bom nalagal sam. To je ključna odločitev. Če bo zaupal denar nekomu, ki je profesionalni upravljalec, potem gre lahko v enega izmed teh produktov. A ne bo mogoče z tega velika en del bremena, tistega skrbnega pregleda, ki ga moraš pred investiranjem opraviti za vsako posamezno naložbo, v bistvu prenesel na upravljalce. Če bo šel pa iskati tiste res sredstva, ki bodo šla gor, 500% ali pa kaj takega, potem bo pa pač soočen s tem problemom, da mora pač vsako to sredstvo pregledati. Torej, ga oceniti, recimo, sploh če gre v to najbolj tvegano obliko vlaganja skozi initial coin offering, potem pač mora res, tako kot je Matej na začetku povedal, pregledati, kako močna je ekipa, kakšna je tehnologija, ki je za določeno rešitvijo, kako resen je projekt in pa tudi žal, zaradi trenutne realnosti, ali je projekt scam ali ni, torej ali gre za prevaro ali ne. Ker kljub številnim dobrim projektom je pa vseeno ta tehnologija privabila nekaj zlikovcev, ki dejansko izrabljajo ta naivnost ali pa pohlep ljudi za prevaro. Ja, in teh prevar je zadnje čase izjemno veliko in težko jih je tudi v bistvu prepoznati, ker so dejansko osebe z imeni in priimki, stojijo za temi projekti, ampak to je tudi nekak značilnost vseh nategov sodobnih, smo jih že kar nekaj v mojih financah obdelali. Recimo kralj Penny Dennis, Jordan Belfort, je povedal, da je izdaja kriptožetonov največja prevara vseh časov. Ja, ampak to Volk iz Wall Streeta to zelo dobro pozna, zato ker je on pač tudi eden izmed tistih, ki je zelo globoko sodeloval v prevarah, sicer ne z coini, ampak v njegovem času z pink sheeti oziroma tako imenovanimi penny delnicami, ki jim je pač z pravim marketingom, za pravo agresivno prodajo napihoval vrednost. Šlo je pa v bistvu dostikrat za prazna podjetja ali pa podjetja, ki so bila brez neke prave... In na koncu so spet marketingu. Točno to se govori tudi za žetone, da so brez prave vrednosti. Sam ICO je v bistvu na nek način samo dobra PR zgodba. To je zrak, ki se prodaja in se lahko tudi zelo dobro proda. Tukaj se ne bi čisto popolnoma strinjal, ker imaš povsem projekte, ki imajo po ozadju zgodbo. In zdaj, če gledamo v bistvu Economy, pač tukaj je že zgodba, ki generira nek denar. Se pravi, ne moreš reči, da v bistvu je to prevara kot taka. Dejstvo je v bistvu, da ICO kot tak v bistvu, ko se je začel, je bila samo neka poslovna ideja, ki je bila napisana v tem white paperu. Ampak potem se pač začne to realizirati, se pravi, ta ideja dobiva neke temelje, delivery pride v ospredje, in začne se delati nek biznis model. In tukaj bomo hitro videli, da v bistvu tako, kaj je Luka rekel, pač zrno se bo začelo ločiti. Eni bodo to naredili, eni ne bodo naredili. Tisk ne bo dobro spremljal, bo imel pač to večjo verjetnost, da bo lahko tudi kakšno tako bombico na njo stopil in mu bo kaj eksplodiralo. Zdaj se nam čas počasi izteka, bi pa rada izkoristila še to priložnost. Zdaj nekako borze rastejo, nekako smo razvajeni teh donosov, ki jih prinaša borza, kriptožetoni, kriptovalute, skratka, ugotovili smo, da ljudem pač tudi 10-kratnik ni več zadost. Imamo žetone, ki prinesejo tudi 4000% in to v parih mesecih.
Kaj boste pa vi naredili na KD skladih oziroma na splošno vzajemni skladi? Kako boste vi prepričali ljudi, da ne grejo z denarjem v kriptovalute, v kriptosklade, kriptožetone in da vam dajo denar, ne? Mislim, enako, kot sem prej povedal, ne, najbolj pomembna stvar je v tem, da ljudem pomagamo razumeti, kakšnim tveganjem so oni naklonjeni oziroma kakšno tveganje oni lahko sprejemajo. To je ključna stvar, ki jo tukaj v bistvu lahko ljudem pomagamo narediti. In potem, ko se oni res zavedajo teh tveganj, ki jih lahko sprejemajo, potem se lahko šele na podlagi tega sprejmejo racionalno odločitev, koliko denarja dam v posamezen naložben razred. Se pravi, edina rešitev je izobraževanje. Točno Mi moramo vsi skupaj izobraževati, da bo čim manj v bistvu prevelikih pričakovanj, ki vodijo v bistvu v prevelike pričakovanj, ki vodijo v nespametne odločitve. Mislim, da ste dali odlično iztočnico za zaključek. E-knjiga. No, točno tako. Na Mojih financah smo pripravili e-knjigo o kriptonaložbah, kriptovalute in kriptožetoni, 109 konkretnih vprašanj in odgovorov. Številno vprašanje, ki smo jih dobili tudi od vas, najlepša hvala, da ste jih poslali. Dejansko so tudi odgovorjena v tej knjigi. 7. novembra izidemo, dobite, kako naročite, dobite v postu na Facebook Live, ki nas sedaj gledate. Skratka, hvala, da ste prišla. V čast mi je bilo z vama se pogovarjati o tej temi. Se vidimo naslednjič. Lep pozdrav. Super. Evo, malo hitro je šlo.